kakšen je občutek, kaj enkrat v bistvu popelješ podjetje iz prve trgovine do ne vem, koliko ste imeli pol trgovin, na 500 milijonov prometa, 2000 zaposlenih, kako to, kakšen to mora biti, mislim, nor občutek. Zdaj ne bom rekel ravno, da z leti postaja vedno bolj dolgočasno. Čeprav se je mogoče malo samo ukvarjanje s poslom mogoče malo bolj spreminja v neko dnevno rutino. Zdaj, kar je seveda tu pomembno, kaj to dnevno rutino nekako razbija in to vedno znova tudi skušam klientom prikazati preko nekega svojega lastnega primera, je to seveda, da ni lepšega, kot vidiš, kako ekipa doživlja tisto, kar si nekoč ti doživljal. In to je krasen pogled. In to je tisto, kar me je res v teh zadnjih letih precej polnilo. In potem pa s časoma seveda tudi, vedno znova skušaš najti nek nov izziv, kaj bi še bilo tizga. In super je, da imaš ekipo, ker ti pri tem seveda zelo pomaga, kaj bi lahko bili tisti izzivi, ki se jih več ne lotuješ sam, niti se jih ne lotuješ kot ekipa, ampak se lotuješ kot podjetje. Kaj je tisto, kaj lahko podjetje še nekako sporoči trgu, kako lahko še boljše nagovarjaš kupce, kako lahko podjetje še bolj integriraš v neko okolje skozi različne perspektive. Ena izmed teh perspektiv je seveda družbena odgovornost. Dobrodošli v podcastu Beyond Leadership, kjer gostimo izjemne posameznike in odkrijemo nove dimenzije vodenja in njihove talente in recepte za uspeh. Z mano je danes en zelo poseben gost, tako da lepo pozdravljen, Gregor. Lepo zdrav. Eden in edini Gregor Kosi, tako da preden greva pokukati v tvoje izjemne možgane, izkušnje, da nam daš kakšen nasvet, pogled, bi te jaz našim poslušalcem predstavil, da bojo vsi videli te tvoje dimenzije, ki so res izjemne. Zanimivo je, da ti si bil univerzitetni diplomiran pravnik, ki si potem po zaključku študija na fakulteti za varnostne vede v Ljubljani in pravni fakulteti v Mariboru si 5 let delal kot svetovalec v javni upravi. Wow, to je bil tvoj začetek. Potem pa si šel hitro v korporativni svet. Teh 5 let se je zdelo neskončno dolgo. Ne vem, če je ravno hiter. Potem si pa leta 2005 si se zaposlil v Lidlu, še predno so 2007 odprli prvo trgovino v Sloveniji. Naberal si delovne izkušnje in 2006 postal direktor prodaje, potem pa 2009 postal generalni direktor oziroma izvršni direktor družbe Lidl Slovenija. Ok, gremo naprej. Se pravi, 13 let si bil CEO oziroma glavni izvršni direktor Lidl Slovenija, bil si finalist za mladega menedžerja in nominiran za menedžera leta. Wow, že to je, mislim, noro. Definitivno se tega dotakneva. Začel si kot eden izmed najmlajših direktorjev in se uspel obdržati kot eden izmed direktorjev z najdaljšim mandatom v zgodovini Lidla. Wow. Vodil si 2000 zaposlenih, zdaj jaz ne vem, koliko sem, jaz sem po moje tam 50-70, tudi 2000 je kar velik. Lidl Slovenija si svojo ekipo popeljal iz nič na 500 milijonov prometa in v času tvojega mandata si se redno uvrščal med najboljše zaposlovalce v Sloveniji. Še en zelo zanimiv, ne fakt, ampak dejstvo, da tvoj osebni moto je bodi v navdih in svet te bo navdihnil. Tako da, wow, zelo globoka. Ok, greva. In moje prvo vprašanje, zmer, da malo sprovociram, če bi bila midva v gimnaziji sošolca, kakšen si bil? Si že takrat hotel voditi, vizionar, podjetnik? Pobojem sem še bil kar precej zmeden, kar se tega tiče, čeprav eno stvar sem vedel, kaj bom počel. In sicer predstavljal sem si, da bom direktor policijske uprave. In zato tudi tista prva pot, na to takrat še bila visoka policijsko-varnostna šola, ker sem pa v življenju sem kar nekaj obral tako nenavadnih poti in potem videl, da wow, mogoče sem se pa tle malo zakalkuliral. Predvsem sem imel občutek, da je zelo veliko takšnih slepih ulic, iz katerih sem se potem vračal nazaj. Ampak šele kasneje v življenju sem gotovil, da so te slepe ulice bile pravzaprav tiste, ki so mi na naslednjem križišču mogoče pomagale najti tisto pravo pot za naprej. The best. In tale direktor policijske uprave, zelo jasna predstava, vedno sem si nekako predstavljal, da bi mogel vsak, ki je v nekem državnem organu, dejansko dela v neki državni službi, delati pravzaprav za ljudi. In nekako zelo hitro sem naletel na neko novo realnost, da pa temu žal ni vedno tako. In ta nova realnost me je seveda tako najprej precej potrla.
Predvsem z vidika, ne pravim, da to ni mogoče, ne, je pa to, glede na to, kako je to nek utečen sistem, najbrž zahteva kar ne samo precej truda, ampak tako, ne vem, mogoče še kakšno slepo ulico več. Tako da bi je tudi bilo zelo hitro jasno, da najbrž to ne bo tista prava ulica, ne, rečemo tista neka avenija, ki bi me peljala naprej. Tako da sem tudi relativno hitro zaključil potem študij na pravni fakulteti in sem bil tik pred tem, da se seveda odločim, ne, kako naprej. Ali ostati nekako v državni upravi, potem je se pokazala neka nova perspektiva, predvsem sem začel razmišljati, a se vidim nekega dne kot nek odvetnik ali mogoče kaj drugega. In zanimivo je, da nisem se toliko videl in tudi, če bi se danes vrnil, mogoče na podobno križišče, se najbrž ne bi odločil za odvetniški poklic, ampak za sodniški poklic. In je zanimivo, da me nekako ta perspektiva tudi kasneje vodila skozi življenje. Vedno sem se čutil nekako v neki vlogi, da moram razreševati nek konflikt, pa ugotavljati, kdo ima zdaj prav, ne, in kaj bi bila seveda najbolj pravična, poštena pot. Tako da sem bil pred dilemo, ali gremo praviti ta pravosodni izpit, in takrat sem si rekel, gled, tako, 5 let sem bil v pisarni, a res rabim to, ali bi pa raje poskusil, glede na to, da sem tudi precej tako časa in energije usmeril v študij evropskega konkurenčnega prava. To je tisto, kar me takrat, tako pa se me še vedno na nek način zelo tako, v pozitivnem smislu vznemirja, mi daje nek povod za razmišljanje. Je nekako skoraj logično moja pot vodila v gospodarstvo. In takrat sta seveda oba, takrat smo se še jih imenovali diskontni trgovci, danes jih seveda imenujemo sodobni trgovci, ali pa trgovci sodobnega formata, ki odstopajo neke klasične oblike trgovine. Sta oba diskontna trgovca v Sloveniji seveda iskala tako, ne, zelo zanesenjaški, ambiciozen kader, ki bi želel mogoče prevzeti tele osnovne menedžerske pozicije. Jaz sem se takrat čutil nagovorjen, tudi dobil relativno hitro službo in tako sem prestal v Lidl Slovenija. Oziroma takrat, če ni bil Lidl Slovenija, Lidl je v Sloveniji začel nekako pod pokroviteljstvom sosednje Avstrije, je bil dejansko del avstrijske organizacije in se šele potem leta 2009 popolnoma osvojil, tudi zaradi seveda izredno spodbudnih in uspešnih rezultatov. In takrat sem postal na željo predstavnika lastnika, oziroma mojega šefa takratnega, generalni direktor Lidla Slovenije. Wow. Zanimiva, bom rekel, izjemna pot. Iz policijske uprave. Ja, iz policijske uprave. V drugo upravo. Daj mi povej zdaj ena stvar, ki je prej nisem omenil za nalašč, in sicer ti si zdaj ustanovil novo podjetje in sicer se imenuje Great Leadership Solutions, ki se ukvarja z ekskluzivnimi storitvami na področju poslovne odličnosti, razvoja človeških potencialov in voditeljstva. Daj nam malo več povej. Ja, mislim, zdaj, če želim malo več povedati, bi se mogoče mogla vrniti kakšno leto nazaj, ko sem Lidl zapuščal. In seveda razmišljal, kam me bo moja pot peljala naprej. In tle je bilo tako zelo veliko nekih spet slepih ulic, spet sva pri tem, ki so se pozneje izkazale kot ključne za to, da danes počnem to, kar počnem. Tako da tudi na prigovarjanje številnih tako podjetij, znancev, ki so v teh podjetjih, ki se danes soočajo s takšnimi drugačnimi izzivi, sem nekako šel malo pogledati, kako je to v drugih podjetjih in zelo hitro videl neke vzporednice, s katerimi sem se srečeval že v času v Lidlu Slovenija. In tako mi je bilo nekako zelo logično, katera je tista pot, ki bi jim seveda lahko pomagala naprej. Tako da smo začeli sodelovati na tem področju in mene se spet vračala nekako tale energija, nek zanos. Wow, to je nekaj, kar absolutno želim početi. Ampak kasneje je postalo, mislim, ne to kasneje, ampak relativno hitro, zelo hitro jasno, če bom že to počel, tega ne želim početi sam. Tako da spet sem nekako v nekem, jaz temu pravim, tako v neki mreži, varnem zavetju ekipe. Zakaj je varno zavetje? Zato, ker enostavno na tej poti več nisi sam. Pomeni, vedno znova lahko tudi preveriš neko svoje razmišljanje, vidiš neko drugo perspektivo in na koncu se mi zdi, da je ravno ta pravi miks različnih perspektiv ustvari ne samo potovanje, na katerega se seveda skozi življenje več čas nekako potuješ oziroma se v določenih fazah podajaš na teh posameznih poteh. To potovanje začiniš tako z res z nekimi sopotniki, sopotnicami,
ki potovanje ne samo naredijo bistveno bolj prijetno, ne, ampak ga naredijo bistveno bolj polno. Dogodivščine, ki jih doživljaš, ne, so zagotovo dogodivščine, ki si jih sam nikoli ne bi lotil. Z ekipo, ne, in za to varno zavetje je pa to veliko bolj prijetno, veliko bolj razborljivo in seveda na koncu tudi tako izpopolnjujoče. The best. Da mi povej, ogromno klobukov imaš, ogromno odgovornosti si že nosil v življenju in tudi zdaj, ko imaš ekipo, pa me zanima, a imaš ti kakšen skrivni recept, kako si organiziraš dneve, kako si organiziral, ko si bil CEO, kako si zdaj, se v nedeljo pripravljaš, ne malo povej. Ja, mislim tako, to sem tudi pri ekipi in tudi danes skušam ekipo spodbujati, da vikend absolutno ne sme biti namenjen biznisu. Sem pa tudi nekdo, ki reče, da je zelo težko ločiti neko poslovno pot ali pa poslovno življenje od nekega zasebnega življenja. In se mi zdi tudi prav, da ga ne ločuješ, ker če ga skušaš ločiti, se lahko zgodi, da v enem nastopaš v eni obliki, v eni osebnosti, v drugi pa v drugi. In potem, ko pride do tega krešja osebnosti, se seveda dogaja, da zgubljaš na avtentičnosti, zgubljaš na pristnosti. Zato se mi zdi tako pomembno, da svoje življenje, ne glede na to, ali si nekje v nekem poslovnem angažmaju ali nekje v nekem zasebnem okolju, da ga urejaš na ta način, da si lahko to, kar si. Top. Na enem in na drugem področju. Predvsem to. Seveda pa to zahteva, pristnost zahteva nek določen vložek energije. In energija, ki se vrača, seveda bistveno presega ta vložek energije, kar na koncu kaže, da ima ROI, return on invest, absolutno. In vložek, investicija energije v lastno pristnost ali pa sploh, da si ustvarjaš lahko pogoje in okolje, da si lahko pristen, je seveda nekaj najboljšega, kar si v življenju sploh lahko investiral. Ampak si ti bolj jutranja oseba ali večerna, kako ponovadi delaš? Zelo zanimivo, ne verjamem v te jutranje osebnosti, večerne osebnosti, ker sem bil vse. Bil sem večerna osebnost, nočen tič, bil sem popoldanska osebnost, jutranja. Dejstvo je, da telo sledi tistemu, v kar ga skušaš nekako napotiti v smislu razumevanja, kaj je zate v nekem določenem trenutku najbolj koristno. In tako da sem iz tega večernega tipa osebnosti bolj postal jutrajna osebnost, zjutraj vstajam, izkoriščam tistih prvih urco ali pa dve popolnoma zase, imam seveda neko tako zelo tipično rutino, ki jo vsako jutro izvajam in seveda imam tudi večerno rutino in vedno pravim, jutro se dejansko začne že en dan prej, zvečer. Tako da, top, huda. Ja, če boš znal svoje večere urediti, boš imel urejena tudi svoje jutra in boš bistveno več imel potem tudi zjutraj. Good point, ja. Ta je dobra, ta je ful dobra. Daj mi povej, kakšen je občutek, kaj enkrat v bistvu popelješ podjetje iz prve trgovine do ne vem, koliko ste imeli pol trgovin, na 500 milijonov prometa, 2000 zaposlenih, kako to, kakšen to mora biti, mislim, nor občutek. Zdaj ne bom rekel ravno, da z leti postaja vedno bolj dolgočasno, čeprav se je mogoče malo samo ukvarjanje s poslom mogoče malo bolj spreminja v neko dnevno rutino. Zdaj, kar je seveda tu pomembno, kaj to dnevno rutino nekako razbija in to vedno znova tudi skušam klientom prikazati preko nekega svojega lastnega primera, je to seveda, da ni lepšega, kot vidiš, kako ekipa doživlja tisto, kar si nekoč ti doživljal. In to je krasen pogled. In to je tisto, kar me je res v teh zadnjih letih precej polnilo. In potem pa s časoma seveda tudi, vedno znova skušaš najti nek nov izziv, kaj bi še bilo tizga in super je, da imaš ekipo, ker ti pri tem seveda zelo pomaga, kaj bi lahko bili tisti izzivi, ki se jih več ne lotuješ sam, niti se jih ne lotuješ kot ekipa, ampak se jih lotuješ kot podjetje. Kaj je tisto, kaj lahko podjetje še nekako sporoči trgu, kako lahko še boljše nagovarjaš kupce, kako lahko podjetje še bolj integriraš v neko okolje skozi različne perspektive. Ena izmed teh perspektiv je seveda družbena odgovornost. Da mi poveš še, kako je enkrat, ko imaš tak močen položaj v očeh javnosti. Ti moraš v bistvu tudi pol paziti, kaj narediš kot predstavnik ene take velike korporacije. Paparaci so za tabo. Mislim, kar zelo cenim zdaj, ko seveda nima več tega bremena nad sabo. Zdaj lahko si precej bolj sproščen. Zdaj seveda drugače reagiraš, če ti nekdo vzame tisto zadnjo parkirno mesto pred nekim shopping centrom, seveda. Prej si ne moreš privoščiti, da tle, mogoče, skušaš človeku dopovedati, da to ni čisto prav. Zdaj mu to dopoveš na drugačen način. Mogoče malo bolj osebno, mogoče malo več čustev tle. Prej seveda to drugače, ker je vsaka tvoja poteza je nekako vrednotena, ali pa potencialno vrednotena tudi preko svoje vloge.
tudi karkoli izraziš, karkoli poveš, vsaka tvoja beseda ima seveda na koncu neko konotacijo, ki se jo skuša nekako primerjati za neko konotacijo podjetja. In to je mogoče neki izziv, ki ga človek ima, nekdo bo tudi rekel neko dodatno breme, ampak po drugi strani ti pa seveda, mogoče vodenje enega takega podjetja odpira marsikatera vrata. Ja. Tako da z vidika spoznavanja ljudi je to zagotovo nekaj, kar mi je v življenju mogoče tako ne samo odprlo številna nova vrata, ampak sem imel res priložnost spoznavati krasne ljudi in seveda preko tega izhodičnega kapitala seveda tudi danes spoznavam spet krasne ljudi in to so danes klienti, to so ljudje, ki bodo zagotovo še bodoči klienti, tako da je to neka, se mi zdi, zelo dobra odskočna deska, tudi za karkoli nameravaš kasneje početi v življenju. Ti si oseba, ki zelo verjame v timsko delo, kot si že prej povedal, pa me zanima, ko si postavil ekipo v Lidlu, se pravi to ožjo ekipo, pa tudi zdaj, ki si postavil v Great Leadership Solutions podjetju, kaj so neke lastnosti, atributi, ki so ti pomembni? Predvsem se mi zdi zelo pomembno, da je to nekdo, v družbi katerega lahko preživiš več kot zgolj 5 minut ali pa 1 urco. Predvsem se mi zdi to pomembno, da se nekje najdeš, predvsem na neki človeški ravni. Ne glede na to, kakšne imamo ambicije življenjske, tako smo lahko izjemna ekipa. In tudi prepoznavam vrednost neke ekipe v nekem posameznem trenutku, v katerem se tisti trenutek nahajamo. Zelo težko rečem, in tudi vedno spodbujam, ko nekdo preraste mogoče neko svojo vlogo, v kateri se znašel v neki ekipi in seveda gre naprej v življenju. Še vedno na nek način ustaje, če mogoče ne del fizične ekipe, pa jaz temu pravim del neke razširjene virtualne ekipe. Glavnem ekipa, ko je enkrat spostavljena in so spostavljeni kvalitetni odnosi znotraj te ekipe, zagotovo to ostane ekipa za celo življenje, ne glede na to, v kakšnih vlogah ali pa na katerih krajih v življenju se nekega dne znajdemo. To je res, good point. Da mi povej še, zmeraj me je zanimalo, se pravi, ljudje in podjetja gremo čez različne cikle in tudi podjetja morajo biti inovativna, trendsetterji. Koliko je Lidl lahko bil inovativen, ko si ga vodil? Oziroma, kako se gleda v retailerju in inovacije? Vedno je seveda, rečemo, neka vnema po tem, koliko mogoče preseči nek običajni okvir, v katerem posluješ, pa nek poslovni model, je seveda vedno vprašanje, kolikšen izziv ali pa koliko velik izziv je na nekem posameznem trgu. Tako ampak to je res moje osebno mnenje, danes ga lahko tako res brez težav ponovno potrdim. V retailu ni zelo veliko razmišljanja v smeri neke inovativnosti, neke dodatne izboljšanje izkušnje, ki jo nudi svojemu kupcu, nažalost, kar pomeni, da je mogoče to vseeno neka industrija, neka panoga, ki se še vedno mogoče tako, malo po domače povedano, šlepa na lovorikah prejšnjih zmag, tako da tule je mogoče zagotovo nekaj, kar pogrešam. Na področju trgovine, malo več tega razmišljanja o prihodnosti, kam trgovina pelje in dostikrat je trgovina tudi sama sebe malo spotika. In želel bi si, da se v naslednjih letih, desetletjih na tem področju tudi kaj spremeni. Zagotovo bo prihajali na trg, kot je bil to nekoč Lidl ali pa tudi kateri izmed konkurentov, novi playerji, ki spreminjajo pravila igre. In mogoče je bilo tudi malo škoda, da se tudi mojemu bivšemu podjetju zgodi nekaj podobnega, kolikor seveda ne bo te pripravljenosti, da se naredi mogoče kak korak več. Ko si vodil 2000 ljudi in postavil Lidl, koliko moraš biti v vlogi stratega pa hkrati executorja? Kako to, ker ponovadi ljudje ali so strategi, eni so pa bolj executorji, eni imajo vizijo, drugi niso. Ti si v bistvu mogel imeti vse. Ja, tule je po mojem kar več dejavnikov. Seveda je zelo drugače, ko si na začetku svoje poti, ko je podjetje še nekako v neki obvladljivi velikosti, ni toliko zaposlenih, mogoče tudi sama mreža trgovin še ni toliko razširjena. Tam je mogoče zaradi tega, ker nadomešča številne vloge v podjetju, niti se ne more še privoščiti toliko neobsežne uprave, neobsežnega mogoče nekega ali pa rečemo tako, nekega večjega obsega strokovnih področij v organizaciji, tam si seveda mogoče malo bolj tisti, ki
od katerega se zahteva mogoče malo več neke iniciative, tudi malo več angažiranosti, včasih tudi malo več osebne vpetosti v posamezne projekte, se pa s časoma, ko ekipa postaja vedno večja, mora to začeti spreminjati. Poznam tudi zelo veliko kolegov v drugih podjetjih, kjer se je mogoče to neko zavedanje, kdaj to narediti, ne, še ni v tolikšni meri razvilo, da razumeš, do katere faze recimo nekega razvoja, rasti podjetja ali pa dozorevanja podjetja si v neki vlogi in kdaj je potrebno prevzeti neko vlogo, mogoče bolj vlogo nekega mentorja, nekega coacha v neki organizaciji in potem je tvoja ekipa in posamezni sodelavci na posameznih strokovnih področjih tisti, ki prevzemajo to vlogo. Zdaj, moja izkušnja je bila seveda, da ko smo postali dovolj veliki in sem v ekipo dobil sodelavce, ki so prevzeli posamezna področja dela, so tudi potem rezultati na teh področjih in posledično rezultati podjetja bistveno presegli tudi moje pričakovanja. Absolutno. The best. Ti si omenil zdajle mentor, coach in ljudje imamo v življenju ponovadi tudi neke mentore, coache, ki nas vodijo, prijatelje, ki nam pomagajo. In tudi jaz moram priznati, da sem se zelo veliko naučil, ker sem imel kar nekaj mentorjev, tudi coacha sem imel poslovnega. Imaš ti tudi se tega uporabljaš, imaš kakšnega mentorja, imaš kakšnega coacha, ker vem, da tudi ti sam si mentor in coach. Ja, tako, ne, če si pripravljen sprejeti to dejstvo, ne, je lahko v tvojem življenju marsikdo, tako coach kot mentor, ne glede na to, kakšno vlogo upravlja. Ne. Mislim, zdaj, kadarkoli sem imel priložnost, da se tudi mogoče z posamezniki, ki so zgolj občasno prihajali v podjetje, ne, ali pa seveda niso bili del celotnega delovnega procesa, ali so to bile, ne vem, naše punce, ki so pomagale pri tem, da so naši prostori bolj čisti, da je bivanje v njih bolj prijetno, ali je to bil nekdo na recepciji podjetja, ali je to bil kak poslovni partner, ali nekdo, ki je zunaj, ne vem, zgolj kosil travo, ne, je zanimivo. In vzeti si čas, ne, za nek pogovor, lahko prinese izredno veliko nekih novih spoznanj, tudi v podjetju, v katerem delaš, ne, marsikdo ni vedel, kdo vsem v podjetju in ti da na podjetje mogoče neko drugo perspektivo, ko se res vprašaš, wow, ne, mogoče moramo pa na tem področju tudi kaj spremeniti. Zaradi tega, da mogoče neko lastno zasepljenost, ki imaš seveda znotraj poslovnih prostorov, ne, mogoče ukrepiš za neko novo perspektivo, ki jo predstavlja nek pogled na podjetje, nekoga od zunaj, ki ne dela vsak dan v podjetju. In to mi je zagotovo veliko pomagalo, podobno kot mi je pomagalo, ne vem, jaz sem pač me to navadil, da sem vsak teden si rezil čas, da sem pogledal čisto vse pritožbe, kritike, reklamacije, predloge kupcev, ki so prišli seveda preko številke za pomoč, za support kupcev in je neverjetno. Prej sem jo spraševal ravno o tej inovativnosti. Koliko stvari smo na podlagi teh pobud kupcev potem seveda skozi nek proces uvajali v samem poslovnem modelu, zato da je bila izkušnja kupce, ko kasneje je prišel v trgovino, bistveno boljša. In seveda v skladu z neko predstavo, ki je v osnovi sama po sebi, ne, spodbudila neko kritiko podjetju ali pa ne, podajanje neke reklamacije. Tako da, absolutno se lahko zelo veliko naučiš, predvsem se mi zdi, se lahko največ naučiš od tistega, ki tvojo storitev uporablja. Jaz danes gledam razne, prej si omenil, ne, seveda razna priznanja menedžerjev in tako dalje. Ne. Jaz mislim, da pri teh priznanjih izpuščajo najbolj pomemben kriterij, najbolj pomembnega zagotovo, najbolj pomemben faktor, ki bi moral na koncu, ne, prispevati k temu, a si res kot odgovoren, vodja nekega podjetja, tudi v očeh kupca, tisti, ki si zasluži nek tak naziv. Zato, ker je na koncu izkušnja stranka tiste, ki kaže na to, koliko smo uspešni pri tem, kaj znotraj 4 zidov podjetje počnemo in koliko se to seveda uspešno kaže v zunanjem okolju, ne, pri neposredni storitvi, pri neposrednem produktu, ki ga seveda kupec kupi ali pa uporablja. To je res. Stranka je kralj, ne? Absolutno. Ja, absolutno. Kako gledaš ti na feedback? Ker doskrat se v
menedžerskem svetu hecamo, da obstaja ta metoda sendviča, veš, pohvališ, pa malo skritiziraš, pa spet pohvališ. Sej pa ni toliko slabo, ne. V bistvu si narobe, ne, ampak ni toliko slabo, si kar v redu. Pri sendviču je pač najbolj to, da vsi sam čakajo, ne, kdaj je ta prvi del mimo, da že skušajo prej seveda med vrsticami razbrati, kje ga je kdo polomil na ta način. Mislim, da to je bila tudi moja izkušnja. Tako da nimam najboljše izkušnje z sendvič feedbackom. Pristaš direktnega. Absolutno, ne, ampak seveda na prav način. Prav način pomeni to, da ne čakaš na feedback 6 mesecev ali pa 1 leto in ga potem daš, ampak dejansko se ta feedback dogaja non-stop. In sem pristaš nenehnega feedbacka ob vsaki možni priložnosti. Seveda ne na ta način, evo, zdaj sva spila tole kavo, dajva se malo pogovoriti o tvojih delovnih rezultatih. Ne. To mora potekati pristno, to mora biti iskreno in potem seveda tudi ti, s katerim se pogovarjaš, to sprejme z veliko mero zaupanja. Ampak seveda, jaz vedno pravim, iskrenost je dvosmerna cesta, ne zgolj enosmerna. Tudi tisti, ki daje feedback, mora biti pripravljen sprejeti, mogoče neko drugo perspektivo. To je res. Good point. Peva se še malo dotaknem tvoje nove pustolovščine. Great Leadership Solutions. Ti imaš tukaj ekipo in vem, da ponujate tudi v bistvu holističen pristop. Daj nam malo razloži, kaj to pomeni. Osnova vsega je dejansko osnovna predpostavka sploh dela s katerim koli podjetja, je dejansko zavedanje, da je v osnovi najbolj problematičen zaposleni vodja oziroma direktor podjetja. To je bilo tudi nekaj, kar sem mogel sam pri sebi spoznati. In tisti trenutek, ko sem to spoznal, da sem v osnovi največji problem v organizaciji, ampak po drugi strani tudi del rešitve, da seveda organizacija doseže neke spremembe v skladu z neko vizijo, šele takrat se z neko mojo spremembo ali pa rečemo z nekim procesom sprememb začela spreminjati tudi sama ekipa oziroma na koncu tudi rezultati. Fascinantno. In še vedno znova me fascinira, ko nekdo pride, tudi kak klient pa reče, Gregor, daj mi poštimi ekipo. Tako. Ampak v osnovi moramo najprej začeti pri tebi. In tudi zelo dober prijatelj mi je rekel, jaz se na koncu boš mi rekel, da sem jaz kriv za vse. Sem rekel, ne bom uporabil teh besed, zagotovo ne bom rekel, da si kriv, bom pa rekel, da si odgovoren. Ampak to ti že zdaj lahko povem, zato ne rabim kakšnega procesa. Tako da vedno začnemo z kompetencami vodji, vedno naredimo tudi nek assessment, nek evaluation, da dejansko vidimo, katera so tista področja, ki jih vodja mogoče sam pri sebi ne prepoznava kot neke deficite in jih seveda posledično ne bo prepoznaval niti pri svoji ekipi. In če vzamemo to odgovornost vodje, da je odgovoren za vsakega izmed svojih sodelavcev, da mu seveda pomaga pri njegovem razvoju, da mu nudi nek support, bodi si ali vlogi coacha, ali mentorja, kakorkoli. Seveda tega ne bo sposoben prepoznavati njegovih deficitov, če je to njegov deficit. Zato začnemo dejansko vedno pri prepoznavanju stanja ali pa stanja razvoja ali pa zrelosti nekih kompetenc pri samih vodjih. In to pri top managementu, ali je to CEO, ali so to njegovi najbližji sodelavci. In vedno začnemo tako, tle se strinjam z mislijo, da je dober vodja predvsem dober človek. Zato vedno začnemo z osebnostnimi kompetencami, nadaljujemo s socialnimi kompetencami, pomeni, ko se vodja resnično nauči voditi samega sebe, potem bo tudi bistveno bolj funkcioniral v nekem odnosu z neko drugo osebo, zato se potem v drugi fazi lotimo socialnih kompetenc, kjer se ukvarjamo tudi s tem, kako komuniciraš v okolju, ali ta komunikacija pri tvojih sodelavcih povzroča neko stisko, ali pa povzroča, ali pa rečemo temu, spodbuja nek pogum, da se sodelavci mogoče res lotijo zadev, za katere rabi seveda pravi support in katerih se zagotovo nikoli ne bi lotil, če tega supporta ne bi bilo. Nadaljujemo potem z metodološkimi kompetencami, kako to počnemo in kako to počnemo čim bolj učinkovito, s podjetniškimi kompetencami in čisto na koncu se lotimo tega pike na i, s katerim bi pravzaprav vsi radi najprej začeli, in to so vodstvene kompetence. In šele, ko cel ta proces damo skozi, so spremembe, ki jih vodja dosega pri sebi, recimo neki uvidi, in potem spostavljanje nekih novih navad in odpravljanje nekih razvad, ki so seveda dekonstruktivne in neučinkovite v nekem okolju, šele potem so vodje tisti, ki jim ponudimo, da tudi v drugi fazi, ko se lotimo samih timov, ali se pogovarjamo o neki bolj učinkoviti organizacijski schemi ali pa strukturi, sistemizaciji delovnih mest, potem razvoju sodelavcev, razvoju ekip, nagrajevalnih sistemih, potem medsebojni komunikaciji, razumevanju vrednot, zakaj smo sploh povezani v neki organizaciji in ne nazadnje na koncu tudi potem, kako prek vseh tega
neke konstante, ki jo tle vzpostavljamo znotraj organizacije, lahko tudi nazven nastopamo kot nek delodajalec, ki je privlačen za bodoče rečemo, talente, za bodoče sodelavce. Tule vidimo predvsem, da mora biti vodja ali pa vodstvena ekipa tista, ki ta proces pripelje do konca. Mi jim seveda pomagamo, ampak kar je zelo pomembno, da ne glede na to, s kom podjetje sodeluje, z nekim zunanjim svetovalcem ali pa z neko ekipo, ki jim pomaga pri seveda boljši implementaciji vsega skupaj, odgovornost ne more biti na tem zunanjem svetovalcu ali pa ne vem, zunanjem partnerju, ampak izključno na vodstvu. In ko se vodstvo tega zaveda, bolj se začnejo v podjetju in v ekipah dogajati korenite spremembe. Pa zdaj, ko imaš res bogat network, pa pomagaš velikim podjetjem, a opaziš, da so menedžerji pripravljeni na spremembe ali ne? Ali smo še zmeraj malo zadržani, pa ne bi radi delali sprememb? Zdaj ne vem, poznaš formulo za spremembo? Ne, obstaja prav formula za spremembo, zanimivo. Ja, absolutno. In sicer formula za spremembo pravi, da se sprememba začne dogajati tako na osebni ravni, kot v organizaciji, v ekipah, takrat, ko je frustracija večja od odpora do spremembe. Ja. In očitno je ta frustracija vedno večja, zato ker je seveda tega povpraševanja vedno več. Dejansko se vodje zunaj zelo težko soočajo z nekimi spremenjenimi okoliščinami, tako na trgu dela kot nekih izzivov, ki jih seveda predstavlja samo poslovno okolje, da se seveda vedno bolj pogumno oglašajo. Povpraševanje se zagotovo bistveno povečuje v primerjavi s tem, kar sem tudi sam recimo doživljal v zadnjih 20 letih. Je pa seveda tle zelo pomembno in kar lahko nekdo, ki se s tem ukvarja zelo specializirano, kot se ukvarjamo tudi sami, zelo pomembno je sprememba seveda rabi neko visoko raven frustracije, ampak istočasno tisti, ki si želi to spremembo, ki želi odpraviti recimo neko stanje, ki ga ne vodi k ciljem, ki se vedno bolj kaže kot neučinkovito, rabi seveda neko jasno vizijo, kam ga ta sprememba sploh pelje, zelo pomembno. Yeah. In seveda, kot pri vzpostavljanju vsake nove navade in kar je za spremembo seveda zelo pomembno, je, da tudi ve, kakšen je ta prvi korak. Veva sama literatura oziroma tudi znanost vedno bolj potrjuje, če želimo neko navado v življenju spremeniti, spet sva pri spremembi, mora biti ta navada seveda čim bolj enostavna, mora biti seveda ustrezno privlačna, to pomeni neko novo stanje, mora biti seveda zelo očitna, ne? Tako da ne pozabimo, ko neko spremembo delamo, vsak dan znova, kaj je tisto, kar moramo v tem trenutku narediti, da naredimo še korak bližje tej spremembi. In na koncu seveda, vedno znova je treba tudi malo proslaviti. Wow, uspelo nam je, gre nam dobro, na dobri poti smo. To je res, mehne zmage treba proslavljati. Ja, absolutno. Velike pa tudi. Veš, kaj me zanima? Zanima me, ko si ti rastel v svoji karieri in sicer si šel iz direktorja prodaje do CEOta, potem vodil res ogromno korporacijo, ki jo vsi poznamo. A bi rekel, da se je tvoj stil vodenja spremenil od tega, ko si imel manjše ekipe do na koncu 2000 ljudi? To vprašanje je zdaj malo povezano seveda s tistim tvojim predhodnim vprašanjem. Zdaj, koliko si ti sam tudi nekje vpet v nek proces. Ja. Seveda s časoma, manj si vpet v nek proces, kar je dobro, zato ker sistem pridobiva na veljavi, ne pa več imena, priimki ali pa nazivi v neki organizaciji, se seveda tudi ta stil spreminja. Zdaj zelo težko rečem, jaz vedno pravim, uspešno in učinkovito vodenje je stvar situacijske inteligence. To pomeni, kaj v nekem določenem trenutku. Ne vem, če imamo v tem trenutku moramo evakuirati stavbo, mora nekdo tle prevzeti seveda nadzor in seveda tudi odgovornost povezano s tem nadzorom. In takrat seveda najverjetneje ne bomo debatirali o tem, kaj bi bilo za najbolj pametno prej narediti, ampak ponavadi bo odgovornost in nadzor prevzel tisti, ki ima že neko podobno izkušnjo. Če te izkušnje nima, bo pa prevzel tisti, ki je mogoče v tistem trenutku izkazal največ poguma. Zelo pomembno je to tudi oseba, ki mu ostali zaupajo. Zato je mogoče smiselno, da to vlogo prevzame tisti, ki mu ostali že zaupajo. Potem imajo seveda tudi bistveno večjo verjetnost in možnost, da pridejo živi iz tega objekta. Ja, res je. A si ti imel kdaj v karieri, Američani temu pravijo, da aha moment, ki si rekel, to hočem delati, tem uživam in noro mi je. Ker se zbudim zjutraj, se naježem. Veš, da je zanimivo, nikoli se nisem spraševal, kaj želim delati. Bolj mi je bil pomemben odgovor na vprašanje, kako želim to početi. In tole je mogoče nek stavek, ki sem ga že velikokrat ponovil, v osnovi je popolno vseeno, ali prodajamo jogurte, ali izdelujemo vijake.
bolj pomembno je, kako to počnemo. In to je bila tudi tista orientacija, ki me je nekako vodila skozi poslovno pot. Če bi kaj spremenil, bi si želel kaj spremeniti v preteklosti, da bi se lahko nazaj vrnil kot Mehen Gregor. Popolnoma nič, čist nič. Mogoče je to vprašanje za čez neki let, ne vem, ampak vsaj, koliko gledam nazaj na neko svojo pot, zagotovo ne bi želel ničesar spremeniti. Nič. Zato, ker vidim več na koncu, tako kot sva začela današnji pogovor, ravno te slepe ulice, ko človek misli, wow, spet sem zafrknil, spet sem ga polomil nekje v življenju, so na koncu največje darila, ki jih dobiš v življenju. Tako da tudi mogoče na tem mestu pogumljam vsakega, ki bo prisluhnil temu najnemu današnjemu pogovorju, da res naj ne obžaluje nekih failov v življenju, ker bo šele kasnejši pogled nazaj pokazal, zakaj je bilo to dobro in zakaj je to rabo v tistem trenutku. To je res, good point. Vse se tako pa nekako izide, ne? Absolutno. Da mi povej še življenje celota, pa potem, ko greš tudi na svojo pot, ko rataš podjetnik, zna biti stresno. Tako, to se zadnjič na enem dogodku, na katerem si bil in si nekako predstavljal, kaj se mi je vse dogajalo v tem zadnjem letu in tega je bilo res zelo veliko. Tako na koncu ugotoviš, da si sam sebi svoj šef, ne, tako, a lahko rečem, najbolj zajeban šef. Ja, absolutno. Tako, absolutno. Ja. In mislim, če bi to vedel, ne vem, če bi se zbral za šefa. Sam ga sebe, absolutno. Ampak tudi s tem moraš, jaz vedno pravim, ne, od dobrih šefov, ali pa rečemo šefov, ki te vodijo naprej v življenju na tvoji poti, takšni, ki so suportivni, ki te podpirajo, sem se naučil res zelo veliko o poslu. Od teh malo manj suportivnih šefov, pa predvsem veliko samem sebi. Tako da oboje sem rabil v svojem življenju, tako ene kot druge. Top, ja. Malo ti da retrospektive, malo se naučiš, pa si rekel, malo mentorja, coachinga in tako naprej. Ja, absolutno. The best. Ful me fascinira, no, da si šel v bistvu iz take velike korporacije na svojo pot in zdaj rasturaš. Tako da, kako prideš do odločitve, kjer si v bistvu na vrhu gore in rečeš, jaz bi rad začel na novo. In zdaj greš počasi po gori, lepo se premikaš, ampak še zmeraj, se pravi, 2000 zaposlenih, zdaj začenjaš, si postavljaš ekipo, itak renome imaš, ljudje so zadovoljni, želijo s tabo delati, ampak čisto nova kariera. Mogoče je to malo del nečesa, kar se skriva v moji osebnosti. Vedno sem tu trdil, mogoče tudi zato, ker je moj oče bil obrtnik in je imel mogoče tle zelo podobno izhodišče, zakaj je šel na neko lastno pot, čeprav je tega seveda danes več kot 40 let, takrat so zagotovo bili pogoji malo drugačni, kot so danes, ampak vedno so mi mogoče te njegove besede odzvanjali, ne, da si šele takrat nekaj v življenju ustvaril, ko si ustvaril nekaj svojega. In to me je tako, od samega začetka, ko sem se prvič zaposlil, nekako spremljal. In nikoli ni spustil. Kvečujemo z leti samo še rasel. Polko tudi vidiš, da si del nekega sistema, kjer seveda si mora slejko prej priznati, da to ni tvoja pot, ne, to je lahko samo del tvoje poti, zagotovo pa ne tvoja samostojna pot. In ko se zavedaš vrednosti samega življenja, ne, na tem planetu ne bomo večno. In ko se nekega dne vprašaš, a je to, kjer sem v tem trenutku, nekaj, kar bi podprl tudi moj, jaz vedno rečem, ne vem, odko ta številka, ne, moj 82-letnik. In ko mi je moj 82-letnik rekel, Gregor, vse veš, kaj moraš narediti. Tako, takrat se je začela mogoče ta ideja, mogoče to krepiti in ko je dozorela, mi je bilo jasno, da se bom podal na pot, na katero se podajam v tem trenutku. Top. In to je pot, ki je zelo uspešna, oziroma ratuje, če dalje bolj uspešna. Zagotovo še veliko potencijala, ampak tle se še moram marsikaj naučiti. Tako, to zdaj vidim. Ne, zdaj v tej fazi, sploh mogoče, če že zdaj je že tle, seveda ekipa, ki mi pri tem zelo veliko pomaga, ampak mogoče čisto na začetku, ko sem se tega loteval in tega je zgolj nekaj mesecev nazaj, jaz sem imel občutek, da tega ne bom preživel niti en teden. Tako, res. Nisem si čisto predstavljal, tako da vedno spodbujam res iskanje pravih ljudi, ki te potem spremljajo, pa se ne spremljajo samo tebe, tudi ti njih spremljaš na njihovi poti. Ne? In takšna druščina, jaz temu pravim potovalna druščina, je nekaj najboljšega, kar se lahko v življenju zgodi. Ti pa, ki si rekel, da če dalje več menedžerjev, podjetnikov je odprto za spremembe, koliko pa ponovadi časa traja, kot
ti prideš z ekipo v podjetje, pa potem probaš narediti neko spremembo na pozitivno. Kakšna je to časovnica? Mogoče predem odgovorim na to vprašanje, kaj vidim in seveda tudi na podlagi številnih pogovorov, ki jih imam z direktorji, z lastniki podjetij, dejansko vidijo, da so velik del življenja posvetili gradnji neke poslovne zgodbe, jim je pa na drugih področjih precej zmanjkalo. Ali so to gradnje nekih kvalitetnih odnosov v svojem zasebnem okolju, ali je to vzgoja otrok, ali je to čas, ki si ga zgubil in boš ga zelo težko dobil nazaj, pri tem, da gledaš, kako tvoji otroci odraščajo. In zdaj samo izhodišče tega, kar počnemo, je nekako razumevanje osnovnih človekovih potreb. Pomeni, če ti ne boš zadovoljeval seveda svojih osnovnih fizioloških potreb, ali je to nek koristen, učinkovit spalni vzorec, ali so to neki prehranjevalni vzorci, ali je to neka rekreacija, ali je to nek način, ki ga najde za svoje sproščanje, pri nekom je to meditacija, pri drugem so to neke druge dihalne vaje, ali tudi recimo borilne veščine, lahko je karkoli, boš zelo težko napredoval na naslednjo stopnjo, kjer pa že počasi prihajajo te psihološke potrebe, tle se pogovarjava o nekem občutku varnosti. Če nadgrajujeva, zelo težko boš nek kvaliteten odnos postavil z partnerko, partnerjem, če ne boš imel tega občutka varnosti. In če ne boš imel kvalitetnega odnosa, bo zelo težko vzpostavil neko zelo zdravo poslovno okolje, v katerem boš ljudem seveda omogočil, da si tudi sami potrebe v kakršnikoli obliki ustrezno in učinkovito zadovoljujejo. To je nekaj, kar pogosto vidim pri vodih, vkolikor sami, rečemo tako, grešijo, ne upoštevajo nekih osnovnih naravnih principov, zelo hitro začnejo tole zlorabljati tudi pri svojih sodelavcih. In vkolikor ne slediva temu naravnemu redu sledu zadovoljevanja potreb od samega začetka, pa lahko začneva pri spanju, boš vedno na vsaki višji stopni kako to potrebo zadovoljevati, zdaj sem spet pri tem načinu, kako nekaj početi, bo zlorabljal. Bodi si bo nečesa preveč, bodi si bo nečesa premalo. Tudi neko pretiranje ukvarjanje s športom, ki predstavlja neko določeno odvisnost, je lahko znak, da človek doma nima urejenega in spostavljenega kvalitetnega odnosa. Zato, ker energijo, ki jo seveda rabi, zato da vzdržuješ nek kvaliteten odnos, namenjaš nekje druge. In žal ne na najbolj učinkovit način. In to je osnova vsega, kako sploh razumemo nek razvoj človeka in kako razumemo tudi razvoj človeka, ki deluje v nekem poslovnem okolju in ima seveda željo, da je potem v poslovnem okolju tudi uspešen in učinkovit. Ampak to ne gre samo za njega, gre tudi za njegove ekipe. In dolžnost in njegova odgovornost je, da v tistem trenutku, ko zaposliš sodelavca v neko ekipo, je absolutno tvoja odgovornost, da tudi poskrbiš, da kvalitetno, vse v tistem delu, ki se tiče podjetja, zadovoljuje svoje potrebe. Naprimer, sklicevanje sestankov ob 7 uri zjutraj v ponedeljek je nekaj najbolj nizkotnega, kar lahko narediš človeku in svoji sodelavski ekipi. Zato, ker bo človek že v nedeljo ali pa cel vikend razmišljal o tem, kaj ga ponedeljek zjutraj ob 7 čaka. Danes vemo, da več časa preživimo v prometu, kot pa na delovnem mestu ali pa v svojem domačem okolju. Zdaj si pa predstavlja, od nekoga pričakuješ, da z katerega koli konca Slovenije zjutraj prispe na sedež podjetja ob 7:00. Kakšna bo kvaliteta razmišljanja, misli pri nekom, ki je dejansko neko tako zelo intenzivno izkušnjo, že čez vikend in kasneje seveda z vožnjo na delovnem mestu mogo doživeti in preživeti, kaj si lahko podjetje obeta, kakšen prispevek lahko tak človek, ki je mogoče na ta način, pa bom uporabil izraz načet, tisti dan, kakšen prispevek lahko tak človek da podjetju. Ja, dobro vprašanje. Ja. Verjetno ne najboljši, ne. Ja. Zagotovo ne. Ja. Po mojih izkušnjah ne. Ja. Pa si bi ti bolj pristaš, bom rekel, ne govorijo za jutrni, večerni sestanke, ampak pristaš, da ste vsak teden imeli kakšne hitre sestanke. Si hitre sestanke imel ali daljše sestanke, brainstorminge? Ja, jaz sem tako, imam neko alergijo na sestanke, tako v osnovi. Sploh na vse sestanke, ki trajajo dlje časa, ker zame so seveda sestanki so neko znamenje neučinkovitosti organizacije, ker če v organizaciji vsak ve, kaj mora početi, pol sestanka ne rabiš, drži? Res je. Mislim, zelo splošno, pol sestanka ne rabiš. In neko vztrajanje na nekih sestankih zgolj zaradi nekega informiranja in dejstvo je, da to v korporacijah seveda zelo prisotno, zato ker jaz kot šef seveda tolkim in tolkim ljudem ali pa vodim, sem seveda mogel poročiti svojemu šefu, ker je ta spet seveda želel informacije z prve roke. In večina teh sestankov je seveda potekalo zaradi informiranja. Ja. Popolnoma brez kakršnega koli smisla.
Ne pomnim pa sestanka, ker bi se resnično pogovarjali o strategiji in o prihodnosti podjetja. Razumem. Wow. To pa je dobro, unovčen čas za sestanek. Se strinjam, ja. Kaj pa kakšne team buildinge, brainstorminge, to imaš rad? Da se malo povežete. A ste že imeli team building za Great Leadership Solutions? Ne, še ga pa načrtujemo konec avgusta, septembra odpiramo pisarno, tako da smo rekli, evo, preden odpremo pisarno, tako da tudi stranke naletijo na tisto pravo energijo, bomo zagotovo naredili nek team building. Ampak ne v neki takšni obliki, ne, da tam popravljamo škodo, narejeno skozi celo leto, kar se pogosto dogaja v organizacijah, in team buildingi so še ena stvar, ki imam tako rahl odpor, ne, sploh do tega termina. Bolj team building v tem smislu, da se pogovorimo, ne. Kaj moramo narediti? Akcije. Bolj na ta način. Ja. Pa da to naredimo mogoče v nekem drugem okolju, ki ni samo povezan z nekim delovnim okoljem, tako, mogoče bolj na ta način. Hudo. Daj mi povej, se pravi, prej sem te že malo načel to temo stres. In ljudje imamo čedalje več, bom rekel, nekih stresnih situacij, ker je tempo hitrejši, več se dogaja, digitalizacija, socialni mediji in tako naprej. Kako skrbiš za svoj stres? Kaj delaš? Oziroma, kako skrbiš, da ga nimaš? Ja, veš kaj, zdaj, v osnovi si mi dal ful dobro vprašanje in moje naslednjo vprašanje, na to vprašanje je seveda, daj mi definiraj stres. Kako ti doživljaš stres? Kako si ga povzročiš? Bom rekel, ne vem, da imaš hitre deadline, da moraš kaj narediti, da imaš premalo časa, ne vem, pa si potem rata živčen, pa ne vem, delaš pozno v noč, skrbite, si prav naredil, ne vem. Za moje naslednjo vprašanje, zakaj si to počneš? Če veš, nočem, da ti neka stvar stresira. Pomagaj mi. Ja, predvsem, kaj je prva stvar, kaj moraš narediti, ugotavljati, kaj so tisti stresori, zakaj so to stresori, in kako jih sprejemaš, kako to na te reagira, oziroma kako se odzivaš na njih. Tako zelo preprosto. Zdaj, verjetno poznaš ta redosled, ne? Vedno dobiš nek trigger. Ta trigger pri tebi sproži nek miselni proces. Ja. In ta miselni proces v tebi sproži neke občutke. In ti občutki na koncu pri tebi povzročijo neko fiziološko reakcijo. Ali je to beseda, ali je to, ne vem, tako, mogoče neka drugačna pozicija telesa, ne, ki seveda kasneje povzroča neke bolečine v posameznem delu telesa, lahko je to, ne vem. Moj izziv je bila hrbtenica. Ko pomeni, jaz tudi če stresa mogoče nisem doživljal v taki obliki, to je pa za zame zelo stresna situacija, mi je na koncu hrbtenica to povedala, kar pomeni, mogel sem spremeniti razumevanje tega triggerja. Ali me stanje, v katero sem se spravil, resnično ogroža in kaj lahko jaz naredim v tistem trenutku. Ali bom v tem stanju nadaljeval. Zdaj, marsikdo bo rekel, pa sem v nekem korporativnem okolju, pa tam seveda mi drugi dirigirajo življenje in tako dalje. Ne. Potem se seveda moraš odločiti, ne, kaj boš tam naredil. Prevzel odgovornost ali boš še naprej, ne vem, v vlogi neke žrtve, kjer boš dopuščal in seveda, da ti nekdo drugi nekaj počne, ampak vse, v osnovi sam sebi to počneš. Problem je samo v tem, da si nekoga označil kot storilca, sebe pa kot žrtev. In dokler imaš, ne, veš, to igro, ne, boš zelo težko spremenil karkoli pri sebi. Prevzem odgovornosti, predvsem z vidika razmišljanja, kako lahko to spremenim in kaj lahko naredim zdaj, v tem trenutku, seveda spreminja pravila igre. Pol naenkrat storilec izgine, prepoznaš, da si sam sebi storilec in ko to prepoznaš, izgine tudi vloga žrtve. In takrat seveda prepoznavaš, ne, v kakšni vlogi se pa želim videti in kaj moram za to narediti. Wow. Good point. Ne, mislim, tako res zanimivo, kad te poslušam, tako, ker res v bistvu ima neko sosledje, pa tako v bistvu čisto logično. Ja, zdaj upam, da veš, potem današnji pogovor, neki od tega že lahko unovčil. Poslušal doma. Štima, super. Gregor, peva še malo na tvoje osebno življenje. In sicer me zanima, kaj delaš kot hobi, kaj imaš pa za hobi? Evo, to je tudi nek stres releaser. Ja, veš kaj je tako, res verjamem to, da ti neka disciplina v življenju ponuja veliko manevrskega prostora. Nekateri to imenuje svoboda in v to absolutno verjamem. Bolj imam občutek, da nekako svoj, ne samo delovni dan, ampak svoje življenje, veva, da popolne kontrole ni, ampak da vsaj sem tisti, ki odloča o večini stvareh v svojem življenju, mi to daje izreden občutek svobode in res mi precej večja ta manevrski prostor, ki mi omogoča, da se v tem seveda manevrskem prostoru ustrezno razvijam naprej. Kar pomeni ves čas sem usmerjen v to, oziroma se usmerjen v to, da stvari, ki jih počnem, še bolj optimiziram.
kako lahko to naredim še boljš, predvsem z vidika bolj učinkovito, z manjšo porabo energije, v boljšem časovnem tajmingu in tako dalje. To je nekaj, kar me je spremljalo v življenju, to je verjetno en del, ki je nekako v meni, ki sem se ga mogoče tudi priučil v delu v neki korporaciji, ker pa predvsem zaradi toliko velike rasti. Če bi še vedno ostal v nekem mindsetu, ki sem ga imel na začetku in na koncu, mislim, da se za me ne bi dobro končalo. Ne? In kar bi bilo najhujš, najverjetneje se za moje sodelavce ne bi dobro končalo. In to je neka odgovornost, ki je seveda bi zelo težko nosil. In zato seveda, če na koncu usmerim prste v sebe, ne, je seveda moja naloga in tudi odgovornost, da začnem spreminjati stvari pri sebi. In to dejansko konstantno počnem, to počnem ves čas. Zdaj imam seveda nekih hobijev, zdaj ne vem, so se kdaj pogovarjali o tem, da čeprav me zdaj druge stvari toliko ženejo, da mogoče, pa ne zato, da ne bi imel časa, ampak v tem trenutku ne čutim, da bi to počel prav zdaj, zagotovo bo pa ta priložnost spet prišla, recimo zelo rad slikam. Ne, jaz sem si vedno okoli svojega rojstnega dneva nekaj umislil, zdaj sem pa nekaj novega naučil. Hoda. In ena izmed teh zadev je bila, učil sem se svašta, ne, od aromaterapiji do 8 dni sem preživel samostano v čisti tišini, tako, ja, res divje, ne, v jamah, vse živo. In ena izmed teh seveda izzivov je bilo tudi slikanje. In tako, vsaki tok časa, ko me seveda ta želja mogoče malo popade, ne, se odpeljem na Dunaj, tam imam enega mojstra slikanja, ki me potem tako, kot učenca pelje skozi vse te hribe in doline. In kar sem opazil, da če pa manj kaj v življenju, imam pa to vztrajnost. In to se mogoče tudi pri slikanju pozna. Tako da sem sposoben predvsej časa vztrajati pri tem, tudi 90 ur, pozabiti na vse ostalo. Tako da to je pa nekaj, kjer pri enem hobiju, ki me res toliko prevzame, včasih pozabim na to disciplino, kdaj jesti, kdaj spati in tako dalje. In to je neki mogoče tudi razlog, dobro, da si me vprašal tole, zakaj si v tem trenutku tega ne privoščim, ker bi mi malo rušilo drugo rutino. Najverjetneje. Zakaj si hotel reči, da vem, da ima doskrat v Lidlu platno. Dober. Ampak tu so že mogoče malo advanced, tako da že so zdaj druga platna v prvem planu. Kaj me še zanima, a je kakšen projekt, ko si v življenju, ker si mi res ogromen nekih projektov, ali v Lidlu, ali v Great Leadership Solutions, ali prej v javni upravi, na katerega si ponosen? Ja. Daj nam povej, ker zanima nas. Na ekipo, ki smo jo, in bom rekel, namensko smo v prvi osebi množine uspeli sestaviti na Lidlu. Top. Zato, ker preden sem odhajal, oziroma ko sem šel, lahko rečem, da si težko predstavljam boljše strokovnjake na posameznih področjih, ki so jih seveda pokrivali. Težko. In to je, če bi kaj rekel, da je moj do zdaj, do tega trenutka največji dosežek, je absolutna ekipa Lidla Slovenije, zagotovo. Wow, top. Ja, absolutno. A veš, da ne bi pričakoval ta odgovor, ker ponovadi vsak reče nekaj drugega, tako da jaz sem navdušen. Wow. Top, ful dober odgovor. Ful hud. Pejva naprej. Najljubša knjiga, oziroma kaj rad bereš? Kaj rad berem? Tako zelo različno, zanimivo, tudi zelo veliko berem. Zdaj knjižnica je precej narasla, oziroma obseg knjižnice, zdaj mislim, da je že preko 300 knjig v knjižnici. Hoda. In še vedno imam rad tako, von po platnicah. Je malo drugače, berem seveda tudi knjige na Kindlu, ampak tista knjiga, ki mi res pusti tako precejšen vtis, to je tudi knjiga, ki jo bom šel, kljub temu, da sem jo že prebral, nabaviti v fizični obliki. Absolutno. In berem tako zelo različno, mislim, ful stvari me zanima. Zdi se mi, da je življenje kot tako precej enostavno. Ampak smo mi malo z različnimi vedami, pristopi znanosti, ga tako malo zakomplicirali. Ampak v osnovi naravni principi so naravni principi. In fizika je osnova vsega. Zdaj, kako to fiziko razumemo v psihologiji, kako jo razumemo v medicini, kako jo razumemo v matematiki, je pa drugo vprašanje. Ampak na koncu govorimo o eni in isti zadevi. Več ali manj se tudi pri ljudeh in tako danes debate o umetni inteligenci. Na nek način je tako zelo primerljiva temu, kar smo že mi. In to delujemo seveda v skladu z nekimi algoritmi, ki so nam jih seveda priočili starši skozi vzgojo, potem tudi seveda ostali, vzgojitelji v življenju, vrstniki, življenje, neko poslovno okolje. Ampak zdi se mi tule bolj pomembno, da ugotavljamo, kateri so tisti algoritmi, ki nam koristijo v življenju in kateri so tisti algoritmi, ki bi jih bilo boljš v nekem trenutku odvreči.
Bolj v tem smislu. Če gledaš, ljudje smo kot nek procesor. Dobiš informacije, jih procesiraš, predelaš in daš naprej. Ne? Ja, zagotovo. Ok, the best. Najljubša hrana, kaj rečeš? Najljubša hrana, ja, tako, na grozo vseh veganov je to še vedno meso. In to dober steak, tako sočen. Absolutno. In tako, srednji je minus. Tako, ta prava stvar. Že malo krvavo, the best. Ampak tako, da še mogoče ta veganski del malo pokrijem, še ena dobra solata zraven, tako da imamo diversity, Ne za oboje, the best. Ta quote, ki sem te vprašal, je res fantastičen in sicer bodi v navdih in svet te bo navdihnil. Tako, sploh ne vem, toliko je hud, da ne vem, kako si to predstavljaš. Veš kaj, to mi je nekega dne enostavno tako je prišlo samo od sebe, nekje ven, ko sem nekako razmišljal o svoji poti in mislim, da je to tako zelo dobra povezovalna nit vsega, o čemer sva se danes pogovarjala. In bolj, ko sem sam bil sposoben neke spremembe vnašati v svoje neposredno okolje, bolj me je to okolje naduševalo v življenju. Bolj so se ljudje res odzivali na način, ki sem ga pričakoval. Na ta način. Ampak najprej sem mogel seveda ta pričakovanja pri samem sebi uresničiti in seveda tudi speljati. To zahteva neko disciplino, ampak rezultat in nagrada, ki jo potem dejansko doživiš iz okolja, je pa neprecenljiva. Top. Res je. Odpreva tvoj telefon, kjer aplikacije so najljubše? Kaj največ uporabljaš? Dobro vprašanje. Google Maps, ne. Iskreno, v tem trenutku, ko imam ekipo in to me je ekipa naučila, da se moram tudi glede tega, seveda, zdaj, ko imam ekipo, malo disciplinirati in seveda moja vloga v ekipi je danes drugačna, kot je bila prej. Jaz solidno, nisem na koncu, na začetku seveda prejel več kot 100-150 mailov na dan, na koncu mogoče samo še 2 ali pa 3. To je nek privilegij, seveda v tok strokovni ekipi, kva boš ti z maili. Mislim, zdaj, če nekje ne gori ali pa še takrat, če imamo za to osebo, ki zna handlati v tej situaciji, kva boš ti počel tle zraven. Danes je seveda zgodba malo drugačna, ekipa je precej manjša, ekipa seveda ima določene zahteve in pričakovanja do mene in prva stvar, ki sem si jo seveda na spodbujanje ekipe umislil, je seveda Trello. Tako da zelo veliko sem v Trello in v Trello sem zdaj vsak dan, ne glede na to, koliko velik odpor sem imel na začetku. Tako da absolutno, ajde, rečem, pol, Trello. Za vse tiste, ki ne veste, zelo dober program za vodenje projektov in tako naprej. Ampak mislim, da ima to ekipa, da kontrolira, koliko sem samo učinkovit pri delu. Ti dajo noter teske. Ja, absolutno. Ok, greva na final vprašanje in sicer, da te malo žučenega naredim, da boš malo za Švico. Mi imamo že kar lepo mrežo poslušalcev, od mladih podjetnikov, študentov, pa tudi do izvršnih direktorjev, predsednikov uprav in tako naprej. Tako da, kaj bi bil tvoj nek, bom rekel, zaključen nasvet, zaključna misel ali pa več nasvetov, ki bi jih dal našim poslušalcem? Dobro vprašanje. Je, ne? Ja, ful. Zato, ker ne vem, kje bi začel in kje bi končal. Ampak mogoče ena edina stvar in to je nekaj, kar se še samo učim v življenju. In ko so, zdaj, če se ne motim, Nemčija ni bil lovce, ko so ga vprašali, kaj bi bila tista edina modrost, ki bi jo dal naprej v življenju, je rekel samo ena, potrpežljivost. In to je to. To se učim in vidim, bolj ko uspevam v nekaterih področjih biti potrpežljiv, bolj se stvari odvijajo v skladu s tvojimi pričakovanji. In to velja v odnosih, to velja v biznisu, to velja povsod. Ampak kar počnemo, ravno to, kar si prej omenil, to svojo izkušnjo, ko smo bombardirani res za nešteto najrazličnimi državi iz našega okolja, si nekako sami vzamemo to pravico in možnost, da v življenju negujemo potrpežljivost. In to je zagotovo tisto, kar nas mogoče vodi iz tega začaranega kroga, v katerega smo se pa sami ujeli. To je pa res, ja. To je pa res. Tole, predvsem to. Top. Dragi poslušalci, še enkrat z nami je bil Gregor Kosi, podjetnik, mentor, ne nazadnje tudi ustanovitelj novega podjetja, o katerem bomo še veliko slišali, Great Leadership Solutions. Moj prijatelj, tako da Gregor, še enkrat, jaz sem navdušen. Hvala za tvoj čas, izjemne poglede, modrost, izkušnje, res top. Hvala za tole povabilo, tako, res si me izval in to mi je všeč. Absolutno. Zdaj bom lahko prišparal, ne bom rabo iti za 1 mesec v samostan. Tako da, Hvala.
Spremljajte nas na vseh 13 kanalih, kot so Spotify, Apple, Google, Castbox in pa tudi YouTube, LinkedIn, Instagram in pa Facebook, kjer imamo že ogromno skupnost, kjer nas je preko 2000. Imamo pa tudi novo spletno stran beyondleadership.si. Se že veselimo vaših novih poslušanj in pa dogodivščin.